Pozdravljeni. Verjetno ste zasledili, da v sezoni 2023 bo Scuderia Ferrari ponovno vstopila v kategorijo Endurance. Seveda, novica je izzvala različne reakcije in poglejmo si skupaj, kaj si lahko o tem mislimo in kaj lahko od tega pričakujemo. Kot ste verjetno opazili, na mojem kanalu se pogovarjamo o Formuli 1 in marsikdo bo sedaj začuden, zakaj sem spremenil temo in se začel ukvarjati z Endurancem. Zato, ker nastopila bo Scuderia Ferrari, ena izmed glavnih ekip Formule 1, in ker bodo posledice tega izbora tudi vplivale na potek dogodkov v sami Formuli 1. Najprej moramo razumeti, zakaj je do tega koraka verjetno prišlo. Namreč nihče ne vstopa v neko kategorijo samo zato, ker se mu zdi to zanimivo. Ampak zavedati se moramo dejstva, da od sedanje sezone 2021 je vstopil v veljavo Budget Cup. To pomeni, da ekipe lahko porabijo samo določeno količino denarja. Za one manjše ekipe to sploh ni težava, kajti že do sedaj niso dosegle Budget Cupa. Ampak govori se, da povprečni proračun Ferrarija se je gibal tam okrog 450 milijonov dolarjev letno. Nekateri viri pravijo malce več, drugi malce manj. In seveda ta malce jemite za rezervo, govorimo o milijonih. Po uvedbi Budget Cupa lahko sklepamo, da jim bo ostalo na računu 200 do 250 milijonov na leto. Kajti pogodbe z pokrovitelji so podpisane, te so večletne in dvomim, da bo prišlo do zmanjšanja. Zato so nekako prisiljeni ta denar porabiti nekako drugače. In pokrovitelji bodo z zanimanjem sprejeli tako odločitev, kajti za isti denar bodo vidni v več kategorijah. Če se spomnite, nekako v poletju 2020 so se začeli pogovori z serijo IndyCar. Serija IndyCar je pod kontrolo Rogerja Penskeja. Ta je bil prisoten v Formuli 1, ima svojo ekipo, v IndyCarju je lastnik dirkališča za 500 milj Indianapolisa in celotne serije. Na začetku leta so sporočili, da pač s tem projektom IndyCar ne bo nič. Seveda, kot zanimivost, tudi v 80-ih so se poizkušali v tej seriji. Izdelali celo bolid, a šlo je bolj za politično gesto, ko je Enzo Ferrari hotel dokazati, da ukolikor ga v Formuli 1 nočejo, lahko pobere šila in kopita ter gre v Ameriko. Znana zgodba. Elkan je povedal, da v sezoni 2023 bo Ferrari s ponosom stopil v Endurance pod pravilnikom Hypercar. In športni novinarji, kot je Leo Turini, so to novico zgrabili z velikim navdušenjem. Tisti, ki je pokazal malce manj navdušenja, je bil pa Binotto. Namreč tu se je pojavila prva zadeva, o kateri velja resno razmisliti. Je Binotto direktor Scuderie Ferrari ali samo oddelka Formule 1 v Scuderii Ferrari? Namreč v starih časih, ko je Scuderia Ferrari nastopala tako v Formuli 1 kot v pokalu Endurance, praktično ni bilo razlik med moštvom za eno kategorijo in drugo. Tudi vozniki so bili povečinoma isti. Tako bolide Formule 1 kot prototipe je na primer zarisal Mauro Forghieri, brez velikega prerekanja, katera kategorija je bolj pomembna.
Ferrari je v endurancu uradno nastopal tam do prve polovice 70 let. A mislim, da se še marsikdo izmed nas spomni tistega Ferrarija 333 SP. Nastopil je v raznih vztrajnostnih dirkah na prelomu novega tisočletja, a zmeraj v rokah zasebnikov in po mojem osebnem mnenju so dosegli zanimive rezultate. Sam moram priznati, da mi je izjemno všeč odločitev, da bo Ferrari leta 2023 znova nastopil v tej kategoriji motošporta. A vprašati se moramo, poleg tistega finančnega učinka, kaj sploh hočejo doseči. Namreč, po eni strani tisto, kar smo videli pri Toyoti, je bilo izjemno dolgočasno v zadnjih dirkah, naprimer za 24 ur Le Mana. V bistvu niso imeli prave konkurence. A v sezoni 2023 bo kar nekaj in Ferrari se bo lahko presneto upekel. Namreč imeli bodo celo nasprotnike iz bratskega tabora. Peugeot bo prisoten v seriji Endurance, hiperkar pravilnik, že leta 2022. In Peugeot je del skupine Stellantis, kateri je vrli John Elkann prodal FCA. In ja, nehajmo govoriti o združitvi. FCA je bil prodan koncernu Citroën Peugeot in upam, da o tem ni več dvomov. John Elkann je obdržal neko funkcijo, a sedaj izgleda, da hoče nekako oprati svoje ime, svoj ugled s tem, da bo šel konkurirati tistim, katerim se je dobesedno prodal. A to je moje osebno videnje. A v tej luči lahko razumemo tudi nastanek tega novega oddelka, v katerega so na primer preselili Simone Aresto, zato da bi v navednicah pomagali ekipi Haas. V svojem niso hoteli izgubiti določenega števila inženirjev, kateri jim bodo še prav prišli pri tem novem projektu. Naprimer, ekipa Haas je ena izmed tistih, ki je v prejšnjih sezonah porabila približno toliko denarja, kot je sedaj budget cap. In kar naenkrat dobrohotni Ferrari jim pomaga z svojimi, recimo temu, najboljšimi inženirji. Mislim, da je malce pretirana izjava. Po drugi strani prav to, da Binotto se s tem noče ukvarjati, pomeni, da se bo s tem lahko ukvarjal Resta, kajti eden drugega ne preneseta. A videli smo že lep primer v bližnji preteklosti, da je ekipa pod vodstvom Adriana Neweja zrisala superšportni avtomobil za takratni Aston Martin. Torej, tudi ekipa v skodriji Ferrari, katera se ukvarja s Formulo 1, bi bila tega sposobna. Zgleda, da nočejo. Zanimivo je, kaj bi hoteli pri Ferrariju pridobiti. Mogoče ugled, mogoče bi hoteli se dvigniti spet na tisto mitično raven iz 70 let. Sedaj bi vam rad dal lep primer, kateri nam kaže na pozicijo, katero ima Ferrari v očeh mnogih navdušencev. Če pogledamo tiste 4 najbolj znane filme iz sveta motošporta, bomo ugotovili, da v Ferrarijih ponavadi sedijo antagonisti. Ne bom govoril o negativcih, ampak o antagonistih. Če se spomnimo samo zadnjega Ford proti Ferrariju, nam je jasno. Po drugi strani, tisti Le Mans s Stevom McQueenom je tudi kazal, da njegov glavni nasprotnik je imel Ferrarija. Če pa gledamo malce z očmi tistih ljubiteljev Formule 1, ne moremo mimo filma Rush, kjer je James Hunt praktično premagal Nikija Laudo v Ferrariju. In če se ozremo še malce bolj nazaj v zgodovino, tisti Grand Prix, kjer so bili glavni antagonisti praktično člani ekipe Ferrarija.
Torej, v neki, recimo pop kulturi, je nekako samo po sebi umevno, da Scuderia Ferrari je tista ekipa, katero si vsi želijo premagati. In s tem, ko bi se pojavila v drugem prvenstvu, bi dobila, hočeš nočeš, več nasprotnikov. Meni kot navdušencem nad motošportom je to izjemno všeč. A tistim mnogim navijačem bo verjetno malce manj, kolikor ne bodo dosegli zmag. Podobno strategijo so se šli v McLarenu, če se spomnite, z njihovimi projekti vezanimi na serijo IndyCar, katero sem omenil na začetku tega prispevka. Najprej so se vezali na tisti Andretti Motorsport. Potem so si mislili, da to zmorejo sami, kajti če so sposobni se praktično udejanjati v Formuli 1, kaj pa bo Formula Indy, in videli smo polom. Sedaj so se zopet vezali na drugo ekipo in McLaren v IndyCarju je pravzaprav ista zadeva kot Alfa Romeo v Formuli 1. In mislim, da tu pri Ferrariju so naredili malce predolg korak in lahko bodo imeli velike težave. Namreč v tistih znanih letih 60. in začetku 70. let so lahko ogromno tehnologije iz Formule 1 prenesli v endurance. Zdaj mislim, da bosta prvenstvi strogo ločeni, vsaj kar se tiče tehnologije. In po drugi strani se moramo zavedati nekaj, da takrat, ko je bil Ferrari dober v enduranceu, ni bil dober v Formuli 1 in obratno. Konec avanture v vztrajnostnih dirkah je bil pa slučajno takrat, ko je Fiat pod vodstvom dedka Johna Elkanna, znanega Giannia Agnelija, prevzel Ferrari. Njegov vnuk danes hoče narediti korak nazaj. Po svoje, kot sem povedal, je zelo všečna ideja. Prišla je strani tistega osebka, ki je nekoč dejal, da ni važno zmagati dirko, važno je imeti najhitrejši krog. In taka ideja iz glave nekoga, ki tako malo razume o svetu motošporta, bi morala biti za vse nas, navdušence, praktično alarmni zvonec, kaj se dogaja v Scuderiji Ferrari. Namreč, tako bodo še bolj razredčili svoj potencial, kar se tiče tehnikov, in taka avantura bi se znala negativno odražiti tudi na Formuli 1. A o vsem tem bomo govorili v prihodnosti, ko bomo pravzaprav videli rezultate. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.